Po začetnem privajanju na novo pridobitev Nogometne zveze Slovenije so treningi na Nacionalnem nogometnem centru Brdo postali del običajnega reprezentančnega ritma. Vzdušje je sproščeno tudi zaradi tega, ker je pred nogometaši nekaj dni počitnic. Po drugi strani pa seveda misli že uhajajo proti jesenskemu uvodu v nov kvalifikacijski ciklus. Prijateljska tekma s Turčijo je, skupaj z nedavnim gostovanjem na Švedskem, zadnji test pred septembrskim gostovanjem v Litvi. Mislim, da smo mi kar bili igrivi na Švedskem in agresivni, upam, da to ponovimo in če bo tako, bo lepa tekma zdaj. Vse prijateljske tekme služijo pa temu, da se vidi nekaj novega, absolutno ne igra rezultat. Oba letošnja reprezentančna zbora sta ponujala vpogled v ideje o pomladitvi reprezentance. Nekatere kadrovske spremembe so tudi posledica zdravstvenih težav. Selektor Katanec je v vseh pogledih razširil izbor, iz katerega bo črpal udarno enajsterico za nove kvalifikacijske izzive. Moramo aktivirati druge igralce, drugi igralci bodo dobili priložnost in upam, da jo izkoristijo na najboljši možni način. Za Slovenijo torej tekma s Turčijo je iskanje rešitev za odprta vprašanja pred septembrsko vrnitvijo na Brdo. Za naše tekmece je zadnji preizkus pred njihovo uvodno tekmo na Evropskem prvenstvu prihodnjo nedeljo s Hrvaško. Tekmici v skupini D sta še Španija in Češka. Evropsko prvenstvo je seveda za našega selektorja strokovni in ne navijaški izziv. Gledam čisto profesionalno nogomet, tako da ustvarjam si zmeri svoje mišljenje, zato ga pa ne rad povem v javnost. Turčija je na mednarodni lestvici takoj za prvo deseterico. Slovenija je slabih 50 mest niže, a s prijetnim spominom na tokratnega tekmeca, ki ga je leta 2013 v nemškem Bielefeldu premagala z 2-0. Ogledali smo si posnetke, tako da potem pustijo kar določene stvari, da jih lahko izkoristiš, ampak seveda bomo videli, kakšna tekma bo. Po tekmi s Turčijo se bo torej pozornost nogometne javnosti preselila v Francijo. Za selektorja Katanca bo na Evropskem prvenstvu posebej zanimiva skupina B, v kateri bosta igrala naša kvalifikacijska tekmeca Slovaška in Anglija, ki bosta v Sloveniji gostovala oktobra.